Lepo pozdravljeni in dobrodošli na poti do svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023. Danes gostimo vodjo tekmovanja v smučarskih skokih, ene izmed treh disciplin in zato je z nami vodja tekmovanja Aljoša Dorhar. Aljoša, lepo pozdravljen, dobrodošli. Pozdravljen, Bojan. Aljoša, smučarski skoki so seveda predvsem zaradi uspehov slovenskih skakalk in skakalcev, pa tudi zaradi tradicije seveda postali v Sloveniji zelo, zelo priljubljeni. In kaj pa bo drugače na tem svetovnem prvenstvu? Mislim, da bo prvič drugače to, da bo vse skupaj veliko dlje časa trajalo, kot smo navajeni tukaj v Planici. Tako da bojo imeli naši navijači možnost ogleda tekmovanja v veliko daljšem obdobju, pa več disciplin si bojo lahko istočasno ogledali, kar mislim, da je super. No, ampak svetovno prvenstvo poteka skoraj 14 dni. Tekem je veliko, ampak tu niso samo tekme, tu so tudi kvalifikacije, uradni trening, kjer je seveda potrebno, da je prisotna celotna ekipa. Verjetno psihičen pritisk vse je malo večji. Kako se sam soočaš z utrujenostjo? Kako ohranjaš kondicijo? Ja, meni še zmeraj najbolj šport koristi. To se pravi, probam 3-krat, 4-krat na teden, vsaj za kakšno urco, skočiti na kakšen kolo polet, pozim pa tečem na smučeh, tako da to mi najbolj pomaga. Na srečo moram pa omeniti, da ne bom sam, ne bom edini vodja tekmovanja, v skakalnem delu bomo trije, tako da si bomo v tem za nas 3 tednih delo lepo razdelili in bo obremenitev na vsakega od nas manjša. No, ampak glede na to, da se poznava, tudi ti fantje so verjetno vsi bivši skakalci. Ja, to so vsi bivši tekmovalci. Matija in Sašo sta tudi izkušena tehnična delegata, so tako kot jaz, imata izkušnje iz drugih tekem svetovnega pokala, tako da mislim, da iz tega vidika ne bi smeli biti nobenih težav. No in na kaj si še posebej pozoren pri pripravi na tekmovanje in kaj ti predstavlja največji izziv? Tako je, da v bistvu se mi skušamo res na vse možne situacije pripraviti, ker ponavadi ti izziv predstavlja tisto, na kar nisi bil pripravljen. Sigurno pa nam največji izziv predstavlja vreme, ki ga ne moramo imeti pod kontrolo in se tudi težko nanj zelo natančno pripraviš, ker ne veš, kakšen bo. Pa naj si bo to kakšno sneženje obilno, ki nam sigurno lahko povzroči precej težav, ali pa tudi kakšne visoke temperature, kakšno močno sonce, pa tako. Ampak imamo izkušnje tudi za te težave, tako da mislim, da jih bomo uspešno obvladovali. Aljoša, na kaj ste še posebej pozorni, oziroma ti osebno kot vodja tekmovanja pri pripravah in kaj predstavlja največji izziv? Največji izziv predstavljajo stvari, ki jih ne moreš napovedati vnaprej. Tukaj mislim predvsem na vreme. Kakšno obilno sneženje ti lahko povzroči velike izzive ali pa kakšne mogoče tople, visoke temperature, ampak mislim, da imamo tudi s tem že izkušnje in da bomo tudi te rizike lahko obvladali. No in na kratko, če opišeš, kako poteka delo vodja tekmovanja, verjetno si prvi na postaji, zadnji greš z nje, skrbiš tudi za zalogo snega, če ga slučajno zmanjkuje. Ja, naše delo poteka, se začne že veliko prej kot na samem tekmovanju, praktično mi že zdaj se pripravljamo na to svetovno prvenstvo. Za sneg pa na srečo skrbi Nordijski center Planica, oni so za to odgovorni, smo pa seveda mi stalno z njimi v stiku in se konzultiramo in smo v bistvu sodelujemo na tem področju, tako da bomo pripravljeni. Aljoša, tradicija skokov v Sloveniji se začenja že zdaj res več kot 100 let nazaj in sicer s prvim rekordom leta 1921 in to v Bohinju. Prvi rekorder, prvak je postal Jože Pogačar, ki je pristal takrat pri 9 metrih. To je danes nekaj nepredstavljivo, ampak takrat je bil to rekord, lep dosežek. In zdaj tekmovalci skačejo veliko dlje. Kaj je po tvojem mnenju pomembno za rekord? V principu se približno ve, stvari se morajo poklopiti, bistven faktor je višina naleta, ki ga mora žirija pravilno izbrati za tiste pogoje, potem so sami pogoji, predvsem veter, skakalc mora dobiti primeren veter, da se kaj takega lahko naredi in pa skakalcu mora uspeti idealen skok, se pravi brez napak in če se to vse te stvari poklopijo, potem je tudi rekord možen. Aljoša, za konec ti želim seveda veliko uspeha
in pa tebi in pa celotni ekipi za svetovno prvenstvo. Srečno. Hvala lepa. Hvala lepa in se vidimo na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.